poskuša v posamezne mejne končke med to veliko vrednost umestiti noter. Neči zanimiv case, kar ga morali pogledati pa zaradi revenue modelov. Ne. Kaj to recimo pomeni? Ne? To pomeni, da na področju trgovine recimo je zdaj tak tipičen lastnost to, ne, da danes, ko se ustvarjajo nove spletne trgovine, ali pa nove spletne prodajanje, tako reči, ne, velikrat podjetja sploh ne vstopajo v tem, da se zgradijo svojo lastno logistiko, ali pa celo ne svojo lastno zalogo, ali pa celo ne svojo lastno dobavo, ali pa karkoli podobno. Ampak rečejo preprosto, k meni boš prišel kupovati, recimo, da dobre cote, zdaj, ker imam najboljši interfejs za dobre cote. In ko boš kupil pri meni, v resnici ne boš kupil pri meni, te bom poslal pač na neko štacuno naprej, ker boš ta nakup dejansko izvedel. Jaz ti bom samo pomagal izbrati, kaj lahko kupuješ. Si predstavljamo to približno? To to zgleda? Imamo kakšen primer v Sloveniji tega? List. List. Ja, samo da ni v Sloveniji. Ampak ja. Ampak si hotel reči, ne? Se vidi, ja? Kaj dan? Ceneje.si je tako. Ceneje.si je zgodil interfejs, ki nam pomaga izbrati stvari, glede na to so razvrščene po ceni med večjimi štacunami. Očeša živice, ne? Glasa. Od glasov? Provizijo. Ne, živijo, še vedno ostajajo. Živijo od provizij. Seveda, za provizije, ki so precej majhen procent marže, tako potrebuješ znatno velik trg. Pridemo nazaj spet na prejšnjo zgodbo. Ampak, dejstvo je, da se da živeti na zelo, bom rekel, oskih koncih na tej veliki vrednosti. Ok. Zdaj smo približno spoznali nekaj čist, bom rekel, bazične osnove, kje vse lahko razmišljamo. Zdaj bi vas rad popel skozi nepar daleč tega, da so vse. In glede poslovnih modelov, če so danes malo brskati po Wikipediji, boste ugotovili, da jih imamo, mislim, da zdaj v tem hipu sem jih naštel, enih 24 klasičnih, pa približno 98 spletnih. In vas res ne bi hotel peljati skozi vse te, ker so blazno že meni počasi postajajo čisto več drobnjakarski, ampak bi vas prvi popeljal skozi nepar osnovnih, samo to, da si pogledamo, ko se enkrat odločimo za poslovni model, kaj je v bistvu tisto, kar moramo kot, bom rekel, upravitelj tega poslovnega modela početi in česa ne smemo, ker so take zelo zanimive implikacije. Ok. E-commerce kot poslovni model. Česa živimo? Od prodaje produktov. Torej, kaj je naša ključna naloga? No, da imamo malo razmisliti. Kaj moramo početi, da lahko prodajamo produkte? Ok. Kako lahko naredim ta model obranljiv? Kaj da imam? Da je to edinic produkt. Da je to realno danes, da si ekskluziven z enim dobaviteljem? Ne, to ne. So še kakšen v resnici. Ni čisto v cunah, ampak recimo filmska industrija je taka, včasih so kakšni, recimo te vertikale z otroškimi igračami so še vedno blazno zaprte, hoče ustvariti enega, ko bo to prodajal na posameznem trgu. Se obstajajo še vedno neke umetno zgrajene obrambne mehanizme, nekaj ti potem omogočajo. Okay? Kako lahko naredim stickiness faktor tle? Ustavnost nakupov. Postaneš platformo. Nizka cena. Tak je zelo zanimivo stvari. Zgodno čestno. Ja. Samo je to smiselno. Kaj da? Če je to smiselno, i to nizko ceno, zato da si... No, zdaj mi povej pa, kjer del tega smo prej gledali, ti povej, to smiselno ne. Kaj, če ugotoviš, da če znižaš eno produktu, ceno za 5% in imaš marže samo, 10% na mest 20%, hkrati pa veš, ti kupci začnejo sami hodati, ne da bi treba en marketinški dovolj. Je pa smiselno ali ni? Ja, samo tudi konkurenca niža, ne? Kaj da? Konkurenca tudi niža, ne? Ok. No, pridemo v mnogo čas, super. Torej, dajmo se vprašati malo naprej. Kdaj pa konkurenca ne more nižati, takrat, kadar ti nižaš? Kdo se kaj izmisli? Kaj da? Kaj imaš veliko količino kupcev? Imaš veliko količino kupcev. Kaj pa pomeni? Niža nabavna cena. Kaj pomeni, da imaš večjo maržo, kaj pomeni, da lahko spet znižaš? Super. Ampak mimo vrste, recimo, ki je vstopil na trg, dva tažen tretjega, ni ravno med, oziroma ni imel niti boljših pogojev pod dobavitelji, niti nobena druga zdaj, pa vseeno vstopil v trg z nižjo ceno. Kako si polno prvo?
Torej, vedno obstajajo tehnološke rešitve, ne, ki nam lahko pomagajo še nekje znižati, ne, ceno. E-commerce je moče danes že malo strp, pa tako naprej, ampak še vedno vidimo, ne, da obstajajo različne načini, kako to stvar spravimo čez. Mi grede mimo vrste živi še od enega, pa ne mimo vrste, vsi spletni trgovci živijo še od enega vira prihodkov. In mi to bomo naredili majhno. Ja, ne boste verjeli, ampak en konc tega, da vi lahko kupujete stvari po nižji ceni, vam plačujejo proizvajalci sami. Leso, ne? To ne slovenski, ne tisti, od katerih mi vrste kupujejo, ampak tisti, od katerih naši veletrgovci kupujejo. In to tako, da s tem, ko oglašujejo na mimo vrste. In to se dogaja posod, isto v Mercatorju, ko zakupuješ police, ne, če se spomnite, ne, da lahko dobiš tiste facinge. Ne. Se pravi, dejansko je to tako, da brendi kupujejo možnost, da se lahko pojavijo v spletni štacuni skozi svoje marketinške budžete, ne, in ti s tem resnici omogočajo, da nižaš svoje cene. Tako da vsakeč, ko kupite en Philips, ne, na mimo vrste, v kjer tako ne več koncnej, ne, se zavedite, da za tega, ker je Philips plačal določenega procenta. A kdo sliši za to? Ja, to je bil tak blazno razopit poslovni model, ne, sploh tam konc 90-ih v prvem internetnem boomu. Ne. Je še danes ne razumem čez dobro, zakaj je bil to še vedno poslovni model, ampak je pa lučen konc, ne, ki govori točno o tem, ne, kar sem prej pogledal. Ne. Long tail pomeni preprosto to, ne, da če si imel rekel, trg, na katerem so bili do zdaj prodajalci omejeni v količini stvari, ki so jih lahko prodali, ker pomeni, da so mogli prodati blazno veliko vsakega posamezne zadeve, da so lahko živeli, ne. Ti long tail omogoča lahko, da prodajaš 10 000 produktov, praktično po enega ali po dva, ne, pa še vedno lahko dobro živiš. Amazon je bil pač tisti, ki je to stvar vzpostavil kot pojem na nek način. Ne. In zakaj si Amazon to lahko prvošel njegovi tedani, ne vem, Walmart in podobni, pa se niso mogli, ali pa, ne vem, Best Buy. Ker ni rabo skladišč. Zdaj, ker za Amazon, da je dodal nov produkt, pač ni pomenilo še pol kvadratnega metra. Ne. Je pomenil pač en pet zraven. Prej smo govorili o tem, ne, da včasih niti ne rabite zgraditi svoje lastne vertikale, ne. Svoje ne rabite zgraditi celotne operacije, da nekam prijete. Ne. Včasih lahko poslovni model zgraditi preprosto na tem, da rečete, ne, na verigi vrednosti sem jaz usmeril samo tam, kjer je kupec. In mu samo pomagal kupca usmerjati do vseh prodajalcev, ko stajajo v trgu. A poznamo kakšen tak posel danes, pa ne spet reči list. Pa ne spet reči se ne. Imamo še primerov, še pa još taki. Amazon? Ja, mislim. Lahko si affiliate merchant za Amazon in dobiš procent, da prodajo vse, kar je čisto v Kanadu državi. Ja, ampak to pomeni, da Amazon služi od affiliatov. To pomeni, da ti služiš od affiliatov. Ti služiš kot affiliate. Ja, ampak ne Amazon. Ne? To je pomembna razlika. Mi lahko vzpostavimo firmo, kjer to počnemo. Ne samo za Amazon, ampak za več stvari. Kdo slišal za Booking.com? To je tipičen affiliate. Ne? A Booking.com vzame kaj denarja, ko prijete gor na njega, prezervirate sobo? Zakaj ne? Tebe ne, kaj? Zakaj pa ne? Zato, ker vzame na konc denar v hotele. Obstaja druga firma, ki se je začela skoraj sočasno razvijati kakor Booking in dela to obratno. Zdaj šlo za Expedia. Booking je danes približno 15krat večji kot Expedia. Samo zaradi tega, ker se je Expedia odločila, da bo od kupcev vzela denar, pa ga ona dajala naprej hotelu, zmanjšano provizijo, svojo lastno. Booking je pa rekel, da bomo plačali še naprej hotelu. Kaj je tistih stvari, tistih kvalifikatorjev, ki smo jih prej gledali?